Digitalna ekonomija raste 6-krat hitreje kot ostali sektorji in postaja gonilo globalnega razvoja. Vpliva na vse dele gospodarstva, tudi na razvoj nepremičninskega trga, od kvantne tehnologije do gradnje podatkovnih centrov na Luni. Trendi prihodnosti prehitevajo vse do sedaj znane kazalnike razvoja. Kot del ene najstarejših finančnih skupin na svetu, razumemo globalne trende, bogate lokalne izkušnje pa nam omogočajo učinkovite odzive na priložnosti trga in potrebe vlagateljev. Zagotavljamo raznovrstne in dolgoročno donosne naložbene rešitve za naše vlagatelje. Leta 2018 smo strankam ponudili priložnost kapitalske rasti z naložbami v razvijajoč se trg poslovnih nepremičnin. S prvim specialnim investicijskim skladom smo se posvetili vlaganju v uveljavljene nepremičninske projekte. Uspehi govorijo zase. Zdaj je čas za naslednji korak. Z mislijo na novo generacijo vlagateljev nadaljujemo z inovativnimi rešitvami, ki sledijo globalnim trendom. Pripravili smo Generali Adriatic Value Fund 2, naložbeno priložnost za prihodnost. Posvetili se bomo novi generaciji poslovnih nepremičnin. Naša temeljna zaveza je rasti skupaj z našimi investicijami, s čimer rastejo tudi investicije naših vlagateljev. Pridružite se nam v prihodnosti. Generali Investments. En lep pozdrav iz studija SBC-ja. En lep pozdrav vsem tistim, ki ste se prijavili na tale webinar, in en lep pozdrav tudi vsem tistim, ki boste tale pogovor pogledali nekoliko kasneje, ker je seveda na voljo vsem, ki se zanimate za to, kaj narediti s svojim kapitalom. Webinar z naslovom Ko denar izgublja vrednost, kako plemenititi kapital v času negotovosti, je seveda odgovor na to, kar se dogaja okoli nas. Prav gotovo ste zjutraj vstali, prižgali radijski sprejemnik in slišali tisto, kar poslušamo zdaj že nekaj tednov. Vojna v Iranu in posledice pri nas. Morda ste zvečer gledali poročila in tako kot prav tako že kar nekaj tednov ni nekih optimističnih napovedi, da se bodo stvari umirile. Res je, da imamo na eni strani čas umetne inteligence, robotike, po drugi strani pa se sprašujemo, ali bomo lahko zjutraj zapeljali na bencinsko črpalko in ali bo tam dovolj goriva. Potem pa ste tukaj podjetniki, ki ste leta in leta delali za to, da ste nekaj ustvarili. Imate kapital in zdaj imate samo še nove skrbi. Vse verjetno ste zdaj sami pri sebi rekli, tako je naše življenje že od prvega dela podjetništva, ampak vendarle je treba iskati rešitve. Tudi zato smo tu na SBC-ju, Klubu slovenskih podjetnikov, in tudi zato vedno najdemo partnerje, ki nam pri iskanju rešitev radi pomagajo. Tokrat je z nami Sašo Šmigič, član uprave družbe Generali Investments, ene vodilnih družb za upravljanje v naši državi v Sloveniji. Z upravljanjem naložb se profesionalno ukvarja zdaj že skoraj 2 desetletji. Od leta 2008 deluje v družbi Generali Investments, kjer je med drugim vodil tudi analize v naložbenem sektorju. No, danes kot član uprave sodeluje pri razvoju naložbenih rešitev za institucionalne in tudi za zasebne vlagatelje. Posebno pozornost namenja razvoj produktov, ki so primerni zlasti za podjetja in kaj drugega kot odgovarja na vprašanje, kako lahko podjetja učinkovito plemenitijo svoj kapital, medtem ko se podjetniki osredotočate na to, kar najbolje znate, torej na razvoj svojega poslovanja. Njegovo delo je zato vsak dan povezano z dilemo, ki je zelo podobna tudi vam in zanima številne podjetnike, kako ohraniti vrednost kapitala in kako ga v teh negotovih časih seveda plemenititi. Sašo, en lep pozdrav. Zdravo. Ta uvod je bil malce daljši, zato da lažje razumemo, kdo si, se bo tikala, ne? Seveda. Se mi zdi, da je to veliko lažje. Kako pa pri tebi izgleda jutro ali pa večer v teh časih? Sej negotovi so v resnici, če smo čisto iskreni, skoraj ves čas. Ampak zdaj smo vendarle prišli spet do nekih zgodovinskih trenutkov, ko se ukvarjamo z energenti pa vedno plusknejo potem v poslovanje pluskne v recesijo, recesija pa seveda v padec naše vrednosti kapitala. Torej, kako ti zjutraj najprej prebereš stvari in kako to vpliva tudi na tvoje delo? Prav si povedal. V bistvu je negotovost z nami že z mano že od začetka moje kariere. Kar je mogoče v zadnjih
5, 7 letih drugače, kot je bilo mogoče v 2000-ih, je, da se stvari vrstijo bistveno hitreje, da smo vedno bolj bombardirani s strani najrazličnejših medijev in da je ta katastrofi scenarij vedno bolj prisoten. Ja, in če bi vzel to vse tako res dobesedno čustveno, potem bi se res zbudil zelo, zelo težkim srcem in težko šel v službo. Kar sem se naučil v teh 2 desetletjih je, da ja, vedno se stvari dogajajo, vedno je grozno, vedno je lahko konec sveta, ampak zaenkrat se to še ni zgodilo. Vse smo prebrodili dokaj mirno, z manjšimi pretresi in vse to, kar si rekel, ja, je na tapeti tudi danes, se pravi, energetska kriza je do zdaj vedno vodila tudi v recesijo. Nismo pa še tam, da bi rekli, da je to čisto gotovo. Še zmeraj smo v neki fazi, recimo temu, ko upamo, da bo prevladal razum in da bomo vsi ugotovili, da vse, kar se dogaja, mogoče ni najbolj racionalno. Drži. Zdaj, prav ta vojna v Iranu in potem seveda tudi napadi na okoliško infrastrukturo povezano z energetskimi centri, potem pa ta inflacijski pritisk in vse ostalo, podjetji, ki so zdaj v nekem novem ciklu vprašanj, kaj narediti, kako ohraniti, vrednost kapitala podjetja in s tem se ti ukvarjaš. Saj o tem bova zdaj govorila 45 minut, morda samo še povabilo vsem tistim, ki ste z nami. Hvala lepa, da ste si vzeli tale 10. uro, ta petek, zato da ste z nami. Če imate karkoli za vprašati, pošljite kar elektronsko sporočilo na pr@sbc.si, pa bomo potem vprašanja ob koncu ali pa tudi kar sredi pogovora seveda postavili Sašatu, ker ko smo iskali nekoga, ki bo znal odgovoriti na vse, se mi zdi, da bo Sašo pravi. Sašo, torej, kaj podjetjem priporočati ob vsem tem, kar se zdaj dogaja? Ok, pa recimo, da pogledamo en negativen scenarij, oziroma to, kar se največ odgovori v medijih. Vsi imamo v spominu še res tisti energetski šok, ki se je zgodil ob ruski intervenciji v Ukrajini. Dejstvo je, da smo v Evropi živeli, ali pa recimo en del Evrope, kar dobršen del povojnega obdobja na račun pač nizke cene energentov, ki so prihajale iz Rusije. Ta pravljica se je razblinila in videli smo, kaj pomeni, ko enkrat moraš iskati alternative. Se pravi, jaz mislim, da imamo vsi to še malo v spominu. Ko govorimo o energetskem šoku, govorimo o tem, kam so šle cene elektrike, še nedavno nazaj. Danes nimamo težave toliko z ceno elektrike, imamo pa načeloma potencialno težavo z vsemi energenti. Middle East, Golf države so en velik del dobavne verige naftnih derivatov. Ne pozabimo, da iz tega dela sveta prihaja tudi en velik del zemeljskega plina, da so tam LNG terminali, sicer Evropa manj odvisna od tega dela sveta, smo bolj recimo usmerjeni na zahodno poloblo, ampak definitivno vse, kar se zgodi v recimo dolgotrajni motnji oskrbe s temi ključnimi surovinami in energenti, vpliva potem tudi na nas. Najbolj bo na udaru Azija, zato ker so pač tudi največji odjemalci energentov z tega dela sveta, ampak da bo to šlo čisto mimo nas, ne bo. Če nič drugega, bo povzročilo veliko neke negotovosti, strahu, vidimo, kaj se zdaj dogaja z ugibanjem, ali bomo imeli še dovolj goriva na bencinskih črpalkah, kako dolgo bodo te motnje prisotne, kam bo šla cena, kako bo to vplivalo na moje poslovanje. Da skrajšam, lahko pripelje do novega inflacijskega šoka. In to zagotovo ni dobro za nobenega. Ne za firme, oziroma za one, ki se ukvarjajo s preprodajo tovrstnih stvari, je super, za vse ostale bo pa to pomenilo pač pritisk na marže, ponovno pritisk na cene izdelkov, verjetno bo prišlo tudi do kakšne motnje v dobavni verigi, če bo tisti del sveta postal bolj nevaren, recimo za plovbo, in to nikakor ni dobro. Sploh v luči tega, da smo, recimo temu, na globalni gospodarski aktivnosti prišli do nekega umirjanja in da vsi pričakujemo že par let, da se bo gospodarstvo, da se bo gospodarska aktivnost v bistvu sprožila z dodatnim ohlajanjem denarne politike.
beri centralne banke bi mogle nižati obrestne mere. To načeloma tudi Donald Trump pričakuje. Vršuje enormen pritisk na svojo centralno banko, ki je neodvisna, da ne bi do tega prišlo. Zdaj, če pride do inflacijskega šoka, pač centralna banka ne more nižati obrestnih mer, ker samo še priliva olje na ogenj. Se pravi, en ta močno orodje, ki ga ima na voljo, da stimulira gospodarstvo, odpade z mize. In načeloma mislim, da to tudi Iran zdaj igra, da proba prizadeti bolečino nasprotniku tam, ki ga najbolj boli. Ok, pa recimo inflacija. Eno je, da se lahko podjetja srečujejo z višjimi cenami vhodnih dobrin. Drugo je, da lahko pride do upada povpraševanja. Oboje negativno vpliva na poslovanje. Tretje pa je, pa mogoče to zato, ker sem jaz tukaj, da kapital, ki ni aktiven, pač izgublja vrednost. Se pravi, če je inflacija nekaj odstotna, ti pa s svojimi denarnimi sredstvi dobivaš blizu ničle, potem da ta kepa denarja vsak dan manj vredna. No, ravno to sem želel vprašati. Ti imaš nek denar podjetij, na nekem poslovnem računu, seveda, del kapitala ti odloži za take trenutke, potem pride ta inflacija, ki jo morda nisi ravno pričakoval, trgi so negotovi. Kaj s tem denarjem? Kaj ga pustiš in rečeš, ok, še vseeno potrebujem ta denar tam? Jaz mislim, da je dosti enostavno. Saj, načeloma, če si ti stremiš k optimizaciji vsakega dela poslovanja, potem je dobro, da se v bistvu posvetiš malo tudi optimizaciji denarja, sredstev in kapitala. Čisto enostavno, dostikrat se ljudje ne zavedajo ali pa podjetniki ne zavedajo, da je fino, da imaš denar nekje na varnem, zato ker ti da to nek občutek vrednosti, ampak če ti ta denar nič ne nosi, potem se ne zavedaš, da lahko zelo veliko tudi izgubljaš. Pa ne samo v primerih izjemno visoke inflacije, govorimo tudi v primeru nizke ali pa recimo zmerne inflacije, okoli 2%. Čisto plastično, kaj to pomeni? To pomeni, če imaš ti na bančnem računu približno nekih 10 milijonov evrov, ki ti v Sloveniji žal nosijo blizu ničle, pomeni, da s tem, ko nisi ta sredstva plasiral na recimo temu malo bolj optimalen način, izgubljaš na letnem nivoju, recimo temu, en dober športni avto. Čisto plastično, kaj to pomeni. In tega se dostikrat ne zavedamo. Se pravi, obstajajo produkti, obstajajo mehanizmi, obstajajo veliko stvari na voljo danes, ki ti lahko nese bistveno več, kot to imaš na banki. In tega se ljudje žal ne poslužujejo toliko, kot bi se mogli. Zdaj v Sloveniji velja, da si navadni ljudje in podjetniki ta denar na poslovnem računu ali pa osebnem predstavljajo kot neko zlato rezervo. Mogoče vseeno ne, da bo to ustvarjal nek donos. A je to, o čemer ti govoriš, recimo? Lahko ločimo to v bistvu v dva koncepta. Eno je, da ti plasiraš kapital z neko idejo investiranja, oziroma recimo temu želi zaslužiti ful veliko denarja. Drugo je, da imaš ti idejo, da mora biti to nekje na varnem in pač je lahko na varnem, ampak še zmeraj dela zate. Tako da ni čisto izključujoče. So mehanizmi, imamo orodja, ki zagotavljajo popolno likvidnost, maksimalno varnost, ampak še zmeraj zagotavljajo, da tudi ta del kapitala, ki je tam za vsak slučaj, še zmeraj nekaj dela zate, tudi ko ti spiš. Zdaj, če se vrnem čisto na začetek, ko sem povedal, v kakšnem času živimo, pa si ti seveda to potrdil, ko gre tudi za upravljanje denarja, a pa ti potem lahko kot podjetnik sistematično načrtuješ to upravljanje kapitala, glede na to, kaj se dogaja? Ali je ta strah morda razlog, da rečeš, ne, res, rajši se v tem trenutku tega zdaj ne gre? Ja, lahko. In jaz mislim, da bi bilo prav, da bi tudi to delali, zato ker vedno se lahko zgodi kaj nepredvidljivega, ampak načeloma, če govorimo, da imaš neko ustaljeno poslovanje, potem približno veš, kakšne so tvoje običajne likvidnostne potrebe. In lahko tudi ta likvidna sredstva, ki so na voljo za poplačilo teh stvari, še zmeraj uporabiš na način, ki ti nosi še nekaj denarja. Recimo zelo plastično, vem, da boš
Na vsakih 6 mesecev določene izdatke, lahko narediš pač nakup neke obveznice, lahko je to državna obveznica, lahko investiraš v obvezniški sklad, ki ima zapadlost približno ali pa na dan, ko boš ti ta sredstva potreboval. In je načeloma to varna oblika naložbe, ki se še zmeraj plemeniti, ne. Lahko imaš pa ta denar na računu, pa ti ne dela nič, ne. Druga stvar je, obstajajo produkti ali pa inštrumenti, ki ti zagotavljajo tudi dnevno likvidnost, ne. Načeloma naj bila to vloga teh bančnih depozitov. Žal se v Sloveniji banke obnašajo oziroma imajo ta privilegij, da jim ni treba biti preveč agresiven ali pa preveč radodaren do podjetij na tem področju. Zato so pa na voljo drugi mehanizmi, ne. Recimo imamo sklade denarnega trga, ki so namenjeni prav temu, da ti lahko si zagotavljaš dnevno likvidnost skozi neki inštrument, ki ti nosi v bistvu najmanj primerljive, če ne tudi višje donosnosti kot nek vezan depozit. Zdaj, malo si že omenil prav to, kar sem te želel vprašati, ne, ko imaš kot podjetnik ta presežni kapital, ki ni neposredno vezan, na primer na poslovanje. Je potem morda ravno to, da ti daš v obveznico, ena taka stvar. Se pravi, kakšne so te možnosti za upravljanje presežkov? Saj sem rekel, zdaj, če imaš v podjetju dovolj znanja, da sam uravnava to likvidnost, potem lahko to dela sam, ne. Pač, kot sem rekel, obstajajo inštrumenti, ki so namenjeni pač tem stvarem. Saj tukaj te zdaj malo peljem v to, a v slovenskem podjetništvu, slovenski podjetniki je dovolj tega znanja in morda tudi energije pa časa, ne, da se ti s tem ukvarjaš, ne? Ja, jaz bi rekel, da ne. Po tem, kar smo mi opazili, da ne. Ja, pri izjemno velikih sistemih imajo svoje finančne službe, ki se s temi stvarmi ukvarjajo malo bolj aktivno, ampak tudi pri njih vidimo, da so zelo konzervativni. In da obstaja kar veliko nekega strahu, ko govoriš o čemerkoli drugem kot o pač bančnem depozitu. V tujini pač tega strahu že zelo dolgo časa ni in načeloma je vse usmerjeno k maksimalni optimizaciji. Ja, jaz bi rekel, da tule je še kar nekaj prostora, no. Vem pa oziroma razumem, da so podjetniki usmerjeni primarno v svoj core business in prav je, da se s tem ukvarjajo in da tam iščejo najboljše rešitve, ta finančni del pa lahko prepustijo potem profesionalnim investitorjem. Na začetku sem rekel, da vedno najdemo partnerja, ki to ponuja. General Investments ste vi, si ti. In vi imate na primer ravno ta denarni sklad za podjetja, kako takšen sklad deluje, pa zdaj, kakšne koristi torej podjetje s tem dobi, ne? Okej, gre za vzajemni sklad, kar pomeni, da je reguliran s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev. In načeloma je to, kar se tiče finančnih inštrumentov, eden izmed bolj varnih, če ne celo najbolj varnih orodij, ki jih trenutno imamo. Ta sklad vlaga v državne menice pač najbolj eminentnih in uglednih evropskih držav. Vlaga v depozite najboljših finančnih inštitucij. Se pravi, gre za izjemno razpršen portfelj, katerega donosnost se giba okoli referenčne mere centralne banke, Evropske centralne banke. Se pravi, trenutno je ta okoli 2% in tudi donosnost tega sklada je približno okoli 2%. Ročnost papirjev, ki so v skladu, je v povprečju 6 mesecev, se pravi, gre za kratkoročne naložbe. Kar je pa zanimivo oziroma kar je najbolj privlačno za vlagatelje, je pa to, da si ti deležen v bistvu donosnosti enoletne državne menice ali pa recimo temu enoletne vezave depozita, s tem, da ti pač vzajemni sklad zagotavlja skorajda nednevno likvidnost. Se pravi, mi imamo v pravilih upravljanja, da ko vlagatelj zahteva sredstva nazaj, smo mi dolžni v 5 delovnih dneh izplačati. V praksi je ta rok bistveno krajši, ampak dobesedno gre za zelo likviden inštrument, ki je zelo razpršen, maksimalno zavarovan pred katerimikoli tveganji, v bistvu si pa deležen enoletne obrestne mere centralni banki oziroma pri komercialni banki. Kar je zelo, zelo, zelo po moje privlačno, sploh ko imamo tako okolje, kot sem že prej rekel, ker komercialne banke v Sloveniji niso motivirane dajati takih obrestnih mer. Ravno to, kar si zdaj rekel, morda največja prednost med
ne vem, denarnim skladom ali pa denar, ki je na bančnem računu ali pa na klasičnem depozitu. Ne? Že ta donosnost, če pa niti treba vezati. Ne? Se pravi, ti nisi prisiljen narediti neke vezane pogodbe. Ne? Se pravi, banke načeloma ponujajo višje obrestne mere, če si ti pripravljen se zavezati za dalj časa ta depozit pri njih imeti. Ne? Pa nas te zaveze ni. Ne? Rekel sem, v 5 dneh pride izplačilo na račun. Donos, ki pa se dela na skladu, je pa v bistvu vezan na enoletni horizont. Tako da win-win. Zdaj, glede na to, da ti živiš s številkami, sam pa z besedami, bom vprašal nekaj stvari, ti boš pa videl, kaj lahko razkriješ, ker vendar so to poslovni podatki. Koliko podjetij že dela z vami, s kolikimi vi torej delate, kakšen denar obračate in kako je res, ko potem pride pa reče, zdaj rabim ta denar in super, tole ste dobro naredili. Delamo z manj podjetij, kot bi si želeli. Res veliko energije vlagamo v to, da bi ta produkt predstavili najširšemu možnemu krogu poslovnežev, ker se nam zdi res škoda, ker vidimo, koliko je ene oportunitetne izgube, ki jo imamo. Ne? Sem rekel, če imaš ti 10 milijonov na računu, ki ti nosi nič, pomeni, da na eno leto s tem, ko ne investiraš, pa ne bom rekel samo v naš sklad, ampak kjerkoli inštrument, ki je primerljiv, načeloma zgubiš enega Porscheja. Zdaj, to ni malo. Vsaj za men, to ni malo. In ko na ta plastičen način predstavljaš to zgodbo, potem smo ugotovili, da se ljudje začnejo zavedati, da se res obrestne mere mogoče niso tako visoke, ampak še zmeraj to na koncu v enem letu kar veliko denarja. Če to compoundaš na par let, vidiš, da je v bistvu to kar že en lep vozni park, ki si ga spustil. Ker zdi se mi, da mi gledamo to zdaj kratkoročna rešitev, če pa Slovenci smo taki, ko gledamo dolgoročne rešitve, pa raje rečemo, bomo investirali, sploh v tem trenutku v Sloveniji, v nepremičnine. Ti rečeš, damo neko nepremičnino in to bo prvič bolj odporna, drugi cena ves čas raste, zakaj ne bi tja? Lahko to primerjamo s tem, ampak spet je zelo primerljivo. Če pogledamo, ne vem, stanovanja, ki so ena taka zelo priljubljena oblika naložbe med Slovenci, koliko pa je res neka dosežena donosnost pri najemu, pri oddajanju stanovanja. Nekje med 1,5 do 2% v teh večjih mestih. Tako da, nekaj je. Pričakuješ, da bo cene stanovanj konstantno rasle, v redu. Pretekle izkušnje nam kažejo, da mogoče tako tudi bo. Ampak tvoj current yield ali pa trenutna donosnost je 2%. S tem, da imaš noter vezan kapital kar dolg časa. Likvidnost je omejena. Tako da za kratkoročno reševanje likvidnostnih problemov bi jaz rekel, da so bolj primerni skladi denarnega trga ali pa nekaj, kar je vezano na ta segment, kot da bi ta sredstva vlagal v nepremičnine. Za tisto potrebuješ nek drug horizont. Mogoče samo pod vprašanje, dostikrat si rečemo, to, kar ti rečeš, je vendarle izpostavljeno mnogim nihanjem. A se ti zdi, da je na nepremičninskem trgu pa teh nihanj vseeno manj, da je neka bolj stabilna investicija v to? Definitivno jih je manj. Zdaj, mi se že dolgo časa sprašujemo, kako pritegniti slovenskega vlagatelja na kapitalske trge. In načeloma, se zavedamo, da naš kapitalski trg nima dolge zgodovine, 30 let. In kar opažamo je, da Slovenci zelo radi posegamo ali po sicer varnih, ampak zelo nizko donosnih bančnih depozitih, ali pa, kar še raje delamo zadnje čase, ta res trdo prigaran denar vlagamo v nepremičnine, primarno stanovanjske. Se pravi, vse, kar je vmes, je bolj tako. Ne razumemo, ne poznamo, se bojimo, ne vemo, kaj bo. S to mislijo smo tudi leta 2018 ustanovili prvi alternativni nepremičninski sklad v Sloveniji. In ta sklad smo letos januarja uspešno pripeljali od začetka do konca. Zdaj govoriva Generali Adriatic Value Fund 2.
Ena? One. Aha, Ja. okej. Samo da urišem Ja, malo ja, zgodbo, no, sej. kako smo razmišljali. In takrat, ko smo s tem produktom prišli na trg, je bilo spet zelo veliko nekega, recimo temu, skepse med vlagatelji. A so nepremičnine, kaj bo ali ne, to nekako nam ni zanimivo. Je bilo okolje, kjer so slabe banke kjer so se banke probale otresti slabih ali pa nasedlih naložb. In mi smo pač videli, da je to lahko priložnost. Sklad je bil usmerjen primarno v poslovne nepremičnine, ker tle je treba ločiti, ene so stanovanjske, ene so poslovne. Poslovne nepremičnine nosijo bistveno višje najemne donosnosti kot stanovanjske. Če smo rekli, da so pri stanovanjskih do 2%, so pri poslovnih nepremičninah te najemne donosnosti tudi 4-krat ali pa večkrat višje. No, v glavnem, s tem prvim skladom smo naredili eno zelo, zelo lepo zgodbo. Načeloma smo pripeljali res celoten projekt od začetka, od nakupa do upravljanja, do prodaje, in smo vlagateljem dostavili to, kar smo govorili, da bomo dostavili, ne. Se pravi 10% neto letno donosnost v 7 letih. Zdaj, ko si me vprašal, so ti trgi malo bolj stabilni ali ne, treba se je zavedati, kaj se je dogajalo v tem obdobju, ne. Mi smo imeli covid, konec sveta, ne. Potem smo imeli Vojna v Rusiji. vojno v Mislim, v Rusiji, Ukrajini, ja. energetsko krizo, spet kar velik Tam. pretres, ne. Posledica energetske krize je bil kar, recimo temu, najhitrejši obrat denarne politike v moderni zgodovini, se pravi izjemno hitra rast obrestnih mer zaradi inflacije. In ko obrestne mere izjemno hitro rastejo, to pomeni, da je to zelo negativno za vrednost nepremičnin. Ali pa katerihkoli assetov, recimo temu. In kljub tem močnim headwindom smo mi uspeli res uspešno zaključiti to zgodbo, no. In to je bil en tak dost unikum v zahodnem delu sveta ali pa v razvitem delu sveta. In lahko odgovorim, da tovrstne naložbe nihajo bistveno manj kot nihajo neke tržne naložbe. Kar pa še zmeraj ne pomeni, da niso izpostavljene določenim tveganjem. So, vedno so. Zdaj, ko sem se pripravljal seveda na pogovor, pa gledal, kaj vse ponujate, zdaj si omenil Value Fund 1. Kaj je dvojka? Dvojka gre pa je pa projekt, ki gre za nadaljevanje te izjemno uspešne zgodbe prvega sklada. Mi smo še zmeraj videli, da je to en segment, ki je zelo zanimiv za vlagatelje, mogoče še vedno premalo. Se premalo o tem govori, je premalo poznan, ampak na segmentu poslovnih nepremičnin v Sloveniji in Hrvaškem mi res vidimo, da se da narediti ali pa da se da ponoviti še enkrat izjemno lepa, uspešna zgodba. Najemne donosnosti so, niso več 9%, kakor so bile takrat, ko smo štartali Alenko, ampak so še zmeraj v razponu med 6,5, 7, 8,5 za kakšne res mogoče bolj tvegane naložbe. Tako da mi vidimo, da je tukaj prostor, kjer se da z nekim zdravim pristopom ponoviti lep rezultat. Sklad je v bistvu skorajda ne replika Enke, ker smo rekli, pokazali smo, da znamo tisto narediti in ne bomo izumljali tople vode še enkrat. Se pravi, nadaljujemo, kar smo pokazali, da deliveramo, z majhnimi spremembami, niansami. In mislim, za vse, ki so pripravljeni investirati v tovrsten asset, ki je bistveno manj nihajen, kot so mogoče to kakšne delniške naložbe, je to pač prava priložnost. Zdaj, ko smo gledali, kaj vse se na primer v Ljubljani gradi, so bili nepremičninski skladi iz vzhodne Evrope, kakšen tudi zahodne, in takrat si vedno rečemo, pa je Bemtiš, se opravičujem za besedo, kako da nimamo domačega, kako vedno pridejo veliki nepremičninski skladi, pa pokupijo s tako lahkoto, njim je to verjetno malo, zdaj govorim zelo tako bolj ob kavi, ampak vendarle, potem, ko ste šli v to dvojko, si rečem, se pravi, je še vedno priložnost, je še vedno čas. Definitivno je. Recimo, ne vem, zakaj so najemne donosnosti še zmeraj, recimo temu, skoraj enkrat višje v primerjavi z ostalimi zahodnimi prestolnicami, ko govorimo o Ljubljani in Zagrebu. Zato, ker ta asset class
pač pri nas še ni tako institucionaliziran. Ne. Gremo pogledat mogoče malo nazaj, zakaj so nepremičnine, pa predvsem poslovne nepremičnine, tako privlačna oblika investicije za institucionalne vlagatelje. Velike finančne institucije, se pravi zavarovalnice, banke, pokojninski skladi so načeloma že po sami naravi dolgoročno usmerjeni vlagatelji. Načeloma jih zanimajo primarno bolj varne oblike naložb. Govorimo o obveznicah, govorimo o vseh inštrumentih, ki niso podvrženi res izjemnim nihanjem. In zdaj poglejmo, kaj se nam je dogajalo od globalne finančne krize pa do, recimo temu, ukrajinske vojne. Mi smo imeli obdobje izjemno dolgo obdobje nekonvencionalne denarne politike. Se pravi, imeli smo izjemno nizke obrestne mere. Res nizke obrestne mere in vse te, recimo temu, vsi ti investitorji, ki so iskali donos v obveznicah, tega donosa tam več niso mogli najti. In najbolj logična naslednja oblika naložbe, ki je dovolj velika, da lahko absorbira sploh tako količino kapitala, so poslovne nepremičnine. In takrat so začeli najemne donosnosti, se pravi, več kot je povpraševanja, več kot je kupcev, najemne donosnosti padajo, zato ker pač se viša cena nepremičnine. In so se te najemne donosnosti ali pa temu yieldi stisnili na res, danes gledamo, nerazumno nizke nivoje. Se pravi, na prime lokacijah, v največjih evropskih prestolnicah so bile te donosnosti lahko tudi manj kot 2-odstotne. In dokler si imel ti obrestno mero na banki za kredit nič, je bilo super, si še zmeraj pobiral neko maržo. Pol se je pa zgodil ta šok, kjer so obrestne mere kar naenkrat skočile in če si ti dobil najemnin 2, banki si mogel plačati pa 4, si bil pod vodo. Tako da to je bil glavni razlog, zakaj smo imeli v zadnjih parih letih toliko veliko negativnih naslovnic na temo poslovnih nepremičnin, pri nas pa tega ni bilo. Zato ker kot prvo, yieldi oziroma najemne donosnosti niso nikoli videli tega konvergenca proti zahodni Evropi, ker ni bilo pač kupcev. In so bili vedno, yieldi nekje med 8 in 9%, tako da tudi, ko so šle obrestne mere gor, si imel ti še zmeraj pozitivno maržo. In zaradi tega ni bilo tako velike korekcije na cenah pri vrednotenju. In vidimo, da ja, je konkurenca, se zaostruje tudi pač v našem bazenu, je še zmeraj ta pribitek, ki ga imamo napram primerljivim nepremičninam v zahodnem ali pa tudi v vzhodnem delu Evrope, še zmeraj ful velik. Druga stvar, ki je, vedno se gleda tudi, kakšen je pribitek na določen asset napram, recimo temu, dolgoročni državni obveznici. Se pravi, zdaj, zadnji tedni so mogoče malo spremenili to sliko, ampak predtem smo imeli širom Evrope dosti enak razpon 10-letnih državnih obveznic. Vsi smo bili tukaj okoli, recimo temu, 3%. In yieldi na poslovne nepremičnine v zahodni Evropi so se dvignili z unih res nizkih nivojev, 2%, je bila pol korekcija in smo videli tudi 50% korekcije na določenih segmentih, tako da so yieldi, recimo temu, zdaj okoli 5%. Kar pomeni, da je spet 200 bazičnih točk nekega pribitka na državno obveznico. Pri nas, če pogledamo pribitek na 10-letno slovensko državno obveznico, pa pogledamo, kakšna je najemna donosnost poslovnih nepremičnin, je to še enkrat več kot je v zahodni Evropi. Tako da to so vse taki indici, zaradi katerih smo mi zelo optimistični, da se da iz te pomaranče stisniti še en zelo lep džus. Tukaj sva zdaj govorila o Ljubljani in o Zagrebu, a ne? Recimo Slovenija, Hrvaška, prime real estate. Za Hrvaško isto velja kot za Slovenijo? Dosti podobno. Dosti podobno gre v bistvu za, sploh, ko gledaš z očmi nekega tujega investitorja, ki ne pozna točno nekih teh intimnih razlik, ki jih mi poznamo. In nas bolijo včasih. Ali pa tudi ne. Gledajo, kaj je, evroobmočje, Evropska unija, Schengen, se pravi, glavni faktorji tveganja ali pa
pribitki, ki bi jih zahteval za neko, recimo temu, povečano tveganje, so z vidika tujih vlagateljev izenačeni. Ne. In to se odraža načeloma tudi na segmentu poslovnih nepremičnin, ki so zelo primerljivi, tudi te donosnosti, ki jih lahko dosežeš. Zdaj, če so pri teh donosih, pa pri poslovnih nepremičninah, zdaj velik ta poudarek je seveda verjetno tudi pri najemninah. Ta stabilnost najemnin je, vsaj ko gre za posel, zelo dobra, vsaj po mojem vedenju. A je to tudi ta pomemben del dolgoročnega donosa? Da ti rečeš, mi smo zdaj to zgradili, imamo najemnike in to je to. V bistvu gre težko kaj narobe, razen če ne bo spet konca sveta. Tako je, no. Mogoče tudi ta percepcija, da je ta posel enostaven, ni čist na mestu. Vseeno gre za se mogoče malo smešno slišalo, ampak stavbe so neke vrste taka živa bitja, imajo neko dinamiko. Ni tako, kot si misliš, ja, se easy kupam, oddajam, pa pol bom že prodal nekako. In vmes pač pobiram najemnino in life is good. Ni čist tako, ni čist tako. Z nepremičnino se moraš kar veliko ukvarjati. In tle je ključna, ali pa recimo temu, ključna razlika, ki včasih naredi zgodbo uspešno, ali pa ki lahko naredi zgodbo uspešno, je, kako dober si ti v tem menedžiranju stavb, najemnikov in celotne zgodbe. Ni tako enostavno. Ko pride do problema, so te problemi načeloma bistveno večji, kot so problemi pri nekem tržnem portfelju. Recimo čisto plastično, če imaš ti delniški portfelj ali pa obvezniški portfelj, če se karkoli zalomi tam, prodaš v 5 minutah, ali pa recimo temu karikiram, v zelo kratkem času si težavo rešil. Pri nelikvidnih naložbah rešuješ težavo na drugačen način. Jo moraš dejansko rešiti. Ne moreš se pretvarjati, da ni, ampak jo moraš dejansko rešiti. Tudi ta kvaliteta upravljanja je neka taka ločnica med uspešnimi pa recimo temu zelo uspešnimi zgodbami. Tukaj zdaj moram postaviti vprašanje, na katero je mogoče največje tveganje nekega podjetja, ki reče, ok, mi bomo svoj portfelj vlagali v tak nepremičninski kapital. In kako vi to odbijete, da rečeš, ok, glejte, imamo odgovor, s tem se ukvarjamo. Zdaj, primarna funkcija podjetja samega bi mogel biti core business. Zdaj, ali je vlaganje v nepremičninski sklad najbolj primerna oblika za podjetje samo? Lahko je, če ima res veliko presežnih sredstev, s katerimi res ne vejo, kaj bi delali. Je to definitivno ena izmed zanimivih poti. Še zmeraj izjemno lep donos, načeloma omejena nihajnost, tako da bi lahko rekel, da bi bila taka oblika naložbe primerljiva z neko, ajmo reči, dolgoročnejšo obveznico, s tem, da ti nosi bistveno večji pribitek. Bolj bi bilo to zanimivo mogoče za podjetnike same, ki so uspešno podjetili in si ustvarili nekaj premoženja, ki ga pa morajo spet plemenititi naprej. Definitivno bi bil to bolj primeren vehikel za take posameznike. Ker recimo ali pa še čisto točno, kaj ta sklad AVF2 ponuja. Podobno kot Enka, se pravi, mi smo šli v fazo investicij. Sklad ima omejen rok trajanja 8 let, kar pomeni, da v 8 letih mi prodamo vse asete, ki jih v skladu imamo, vrnemo investitorjem kupnino in tudi zaslužek. Vmes se bo izplačalo tudi presežne likvidnosti, se pravi, ki prihajajo z vidika najemnin in jih ne potrebujemo za tekoče vzdrževanje stavb, tako da imaš lahko vmes tudi tekoči cash flow in z tega vidika je recimo ta oblika naložbe primerljiva z neko obveznico. Se pravi, ti kupaš danes, vmes dobivaš kupone, na koncu veš, da je zapadlost in ob zapadlosti dobiš kapital nazaj z zaslužkom. To je v kratkem vse. Trudimo se ali pa trudili se bomo
kupiti res nepremičnine ali pa naše poslanstvo, ki ga gledamo zdaj, je, da res probamo že v sami fazi investicije predvideti, kako bomo lahko to stavbo prodali v roku 8 let. Ker ta likvidnost ni samoumevna in je tudi eno izmed največjih tveganj. Se pravi, lahko se ti zgodi, da v trenutku, ko bi mogel ti vračati kapital, so razmere na trgu take, da je stvar ali da ni prodoljiva, ali pa da ni prodoljiva za tako ceno, kot si pričakoval. In tukaj je v bistvu ena zelo, zelo pomembna prelomnica. No. Zdaj, ko smo se mi odločili za drugi sklad, veliko pozornosti posvečamo temu, katere nepremičnine bodo relevantne v naslednjih 8 letih. Ker ne smemo pozabiti, da se dogajajo, ali pa so se dogajale tudi določene spremembe povezane s covidom, se pravi ta home office, ne, pa delo od doma, pa sploh rabimo pisarne ali ne. To je bilo kar tako, nekaj časa negotovo. Ne. Kar mi danes vidimo, pa kar je evidentno, je, da se, pa to ni samo pri nas, to je bolj vseevropsko opažanje, da se najemniki ne odločajo za manjšanje površin, ampak bolj gledajo, kako bi te površine malo drugače obrnili. Se pravi, poudarek je vedno več na teh nekih skupnih prostorih, ki so namenjeni druženju. Recimo tudi en tak studio, bila bi zelo zanimiv za kakšno podjetje, ki se veliko ukvarja s produkcijo snemanj. Ne skrčujejo pa samih površin, kar je za nas kot lastnike stavb zelo pozitivno. Ne. Kaj se najemnik odloča, kako bo razporedil, bo imel, ne vem, kubikle, pa noter, ne vem, 100.000 ljudi, načeloma je to njegova stvar. Vidimo pa, da gre trend v temu, da je vedno več teh nekih collaborative area in to je za nas pozitivno. Ja, veliko je izzivov, no, veliko je enih takih stvari, ki se jih moraš res dobro razmisliti, že v sami fazi nakupa. Recimo še ena stvar, če malo cajt, ali pa če bi mogoče koga zanimalo, pa me ustavi, če preveč govorim, prosim. Ni Ker problema. si vseeno ti strokovnjak, Ne, imaš tukaj dolgoletne gledam, izkušnje. kaj nam kaj pišejo, ampak malo čas. Okej. Še enkrat samo, ker vem, da ste z nami, pr@sbc.si, če imate karkoli za vprašati, sam napišite, pa pol postavimo vprašanje, tako da ti pa kar izvoli. Ja, recimo v Ljubljana je tak zanimiv trg, ne. Recimo temu za pisarniške prostore, zato ker se kar veliko število let ni nič dogajalo na tem področju. Ne. Zdaj pa kar naenkrat vidimo, da rastejo nove poslovne stavbe in ne samo, da rastejo bilo katere poslovne stavbe, rastejo točno to, kar nam je v Ljubljani manjkalo. Se pravi, prime office space. Sodoben, ki zagotavlja pač vse, kar bolj zahtevni najemniki želijo in pričakujejo. Bomo dobili zdaj v obliki Vilharije, Emonike, nenazadnje je bil en tak objekt, tudi poslovni del Schellenburga. In to bo povzročilo spremembe na tem segmentu trga. Zato ker žal v Sloveniji nismo tako zanimivi za multinacionalke, kot smo mogoče kakšne sosednje države. Imamo svoje izzive na tem področju in tega segmenta res tujih, bogatih najemnikov mogoče tukaj ni toliko, kot bi si želeli. Obstajajo pa domača podjetja, ki imajo, ali pa recimo tudi tuja, ki imajo določene zahteve. In te najemniki bodo šli in že hodijo v tovrstne stavbe. Tako da bomo občutili kar en mogoče velik šok na segmentu poslovnih nepremičnin, ki so imele do zdaj mogoče nek status prima, pa ga bojo tule izgubile. Bi znal biti problem, no. Pri ne samo za polnjenju ali pa iskanju najemnikov za tovrstne pisarne, ampak mogoče tudi zna biti kakšno presenečenje na samem pricingu, no. Okay. Tako da, ko smo mi v bistvu gledali, kaj sploh kupiti v Sloveniji, pa kaj kupiti v Ljubljani, smo imeli točno to sliko v mislih. In zato smo pač prvo transakcijo naredili zelo premišljeno. Kupili smo poslovni del projekta Schellenburg. Zakaj?
zato ker je to stavba, za katero verjamemo, da bo v 8 letih ohranila relevantnost, bo pomembna. In to se nam v bistvu že zdaj kaže, ko vidimo, koliko je enega res velikega povpraševanja strani obstoječih najemnikov, pa koliko so zadovoljni, da so klene. Govorimo o res dolgoročnih pogodbah. Opažamo pa, da so na določenih B-segmentih že težave pri zapolnjenju praznih kapacitet. To da bo ločnica. No? Zdaj bom vskočil, ker vidim, da je ravno to vprašanje povezano tudi s tem, koliko prostora je še v Ljubljani za takšne oblike poslovnih nepremičnin, kakšni so trendi pri teh poslovnih nepremičninah in kakšne pričakujejo najemniki. Malo si že ravno o tem govoril, ampak mogoče res ta začetni del, koliko je še prostora v Ljubljani torej. No, zdaj s temi projekti, ki sem jih naštel, bomo dobili približno 100.000 kvadratnih metrov res prime office space. Glede na trenutno stanje, recimo najemnikov, bi jaz rekel, da bo to kratkoročno kar zadostilo. Okay. Vsa ali pa celotno povpraševanje. Kakor sem rekel, problem bo, ko so te najemniki zdaj v drugih stavbah in bojo šli ven, tako da težava bo, kako v bistvu te najemnike nadomestiti. In tle se še enkrat, tle se bo naredila kar velika ločnica med temi res prime stavbami, ki bojo pobrale prime najemnike, ki so pripravljeni plačati višjo ceno, višjo najemnino in načeloma so, recimo temu, imajo tudi višjo bonitetno oceno, se pravi, so za lastnika stavb manj tvegani. Če tle ne bomo naredili nekaj na izboljšanju konkurenčnosti države kot take, ki bo pritegnila zopet en večji val, mogoče tudi tujega ali pa tudi domačega kapitala na trg, se bojim, da je ta segment zafilan. Imamo pa potem problem, kaj narediti z obstoječim stokom stavb. To so stavbe recimo tudi, ali pa recimo vse, kar je bilo zgrajeno v zadnjih 20 letih, bo treba zelo pametno razmisliti pa se vprašati, kaj s tem narediti. Najemniki pričakujejo višjo kvaliteto prostorov, pričakujejo višjo fleksibilnost, žal jih večina ni pripravljena za to več plačati, logično. Te stavbe bojo pa zahtevale neke ljubezni v naslednjih letih. Zdaj, mogoče je sreča, da te ESG pritiski niso več toliko močni, kot so bili pred Donaldom Trumpom, ampak noben pa ne ve, kaj se bo zgodilo čez 2 leti, ko Donalda Trumpa ne bo več v Beli hiši. A bo takrat spet prišel nov val, recimo teh trajnostnih zahtev, pa ne govorimo samo. Probamo pogledati, kje so res racionalne zahteve. Se pravi, če ti z boljšim energetskim ali pa z energetsko sanacijo stavbe zagotoviš nižje stroške, nižjo porabo energije, je to pozitivno. Če ti zagotoviš stavbo, ki je sposobna se prilagajati zahtevam uporabnika, se pravi, da je fleksibilna in da to pač ni božjasno drago, potem je to plus. Ne govorimo o tem, da moraš imeti zelene stene ali pa ne vem kaj. Govorimo o teh res racionalnih zahtevah. Vse to pa stane. In recimo kot lastnik stavbe ali pa kot investitor v tako stavbo si soočam pač z dilemo. Lahko imaš 20 let staro stavbo, ki jo oddajaš, kolikor jo oddajaš, upaš, da boš imel nezahtevne najemnike, pa da se v bistvu v teh obdobju tvojega lastništva ne zgodi nič hudega. Ali pa rečeš, ok, to je treba zdaj nekako zrihtati. Zaprem za 2 leti, nimam najemnih prihodkov, vložim noter XY milijonov kapitala in po tem času upam, da bom uspel pritegniti najemnike, ki bojo pripravljeni plačati premijsko najemnino. Pa a je v Ljubljani prostor za to? Iskreno povedano, se bojim, da ne. Tako da ta B-stok stavb je nekaj, kar se bo še reševalo. Zagreb je druga zgodba. Zagreb je bistveno bolj zanimiv tudi za tujce. Je hub za marsikatero multinacionalko in zaradi tega je tudi trg toliko večji. Je pa tudi tam problem, da stok oziroma da ponudba teh prime nepremičnin ni dosti ažurna. Se bo moglo še ful dogajati. Je nekaj,
nismo pa še tam, kjer bi trg pač hotel biti, no, ali pa kjer bi najemniki hoteli biti. Zdaj ti bom postavil lažje vprašanje, ne? No, In sicer, ali se splača vlagati v zlato, je nekdo napisal. ali se splača vlagati v zlato? Okay. Načeloma jaz gledam na zlato kot na neke vrste zavarovalno polico. Ne? Se pravi, sploh v zadnjem času, ali pa mogoče to še veliko bolj evidentno, kdaj začne cena zlata rasti. Takrat, ko misliš, da se bo zgodil nekaj pač slabega. Ne? Ko se poruši zaupanje v nezlate oblike premoženja. Ne? In takrat načeloma vidimo, da začne povpraševanje po zlatu rasti. Je pač omejena dobrina, na svetu ga je pač, kolikor ga je. In zaradi tega so te večji šoki na strani povpraševanja tako hitro odražajo na sami ceni. Če pogledamo, kaj se nam je zgodilo v zadnjih 5 letih, me ne preseneča, da je cena zlata takle, kaj je. Vprašanje je, kaj ti lahko pričakuješ za naprej. Ne? Ker ja, do določene točke ima določene investicije smisel, na določeni točki se moraš pa vprašati, ali je to malo bolj self-fulfilling prophecy. Ne? In bojim se, da smo na zlatu prišli do te točke, kjer ni več, recimo temu, nekega racionalnega razloga, zakaj bi cena zlata še tako močno rasla, kot je v preteklosti. Mi v naši družbi ocenjujemo, da zadnjih 6 do 12 mesecev raste samo zato, ker raste. In je ta FOMO efekt toliko močen. Drugače pa ja. Zdaj imam še eno vprašanje. Nekega konkretnega odgovora, kar sem povedal, ne znam dati. No. Okay. Hvala za to vprašanje. Še eno imamo. Kaj menite o INR računih, ki so zdaj na voljo širši populaciji? To pa je tudi res aktualna tema. Ja. Se mi zdi, da tudi o tem premalo vemo. Tvoje mnenje? Definitivno vsaka stvar, ki je usmerjena v povečevanje finančne pismenosti ali pa finančne osveščenosti med populacijo, je dobrodošla. Okay. Zelo dobrodošla. Imamo države, kjer so bili tovrstni prijemi izjemno uspešni. Imamo pa tudi države, ki se v bistvu soočajo z vprašanjem, ali so sploh potrebni, ne? Zato ker imajo že samo davčno politiko obdavčevanja kapitalskih dobičkov tako ugodno, da neke dodane vrednosti tega ni. Ne? Recimo že Hrvaška je en tak primer. Ja, z tega vidika definitivno zelo, zelo dobrodošla inovacija. A bi se jo dali dodelati? Definitivno. A je 100% jasna, kaj točno lahko investitorji pričakujejo od tega? Ni. Tle bo treba v bistvu še malo zavihati rokave, no, in določene stvari razjasniti, predvsem z tega vidika, kaj so sploh dovoljene naložbe. Ker trenutno si tudi mi nismo še čisto črno na belem, kaj lahko, pa kaj ne. Ampak ja, zelo pozitivno. No. Upam, da ni končni rezultat, da se bo stvar še razvijala, ampak ja, pozitivno. Bom še kakšnega Sašota povabil sem, da še o tem kakšno rečeva. Ker je ura skoraj da 11, se mi zdi, da je super, da tudi zaključiva. Hvala vam vsem za vprašanja, ker ste nam poslali, če imate karkoli, vi kar pošljite, pa bomo že naknadno odgovorili. Mogoče če zaključno vprašanje, ne, saj sva dala veliko priporočil, oziroma si jih dal sam. Kako naj torej danes podjetnik razmišlja o kapitalu, svojem kapitalu, ki ga je trdno prigaral, ustvaril, ve pa, da so časi, v kateri živi, takšni kot so. Torej, kaj je tista zaključna misel, ki bi jo mogoče? Predvsem to, no, da ne se tudi ta presežna likvidna sredstva, ki so zdaj neaktivna, ne se tudi njim posveti malo pozornosti. Ne, ker načeloma živimo v okolju, tudi poslovnem, kjer so te marginalne optimizacije compoundajo. In če si ti pripravljen vložiti toliko truda v to, da optimiziraš dobavno verigo, da optimiziraš proizvodno, kadrovsko službo, potem je fino, da del pozornosti nameniš tudi na ta konc. Tukaj smo mi, ki lahko nekomu, ki nima kapacitet, znanja ali pa energije, da bi se s tem sam ukvarjal, na voljo kot ponudnik teh storitev. Drugo je pa, da
kar mogoče je najboljši, ali pa ja, najboljši predlog, ko govorimo o investiranju pač zasebnega premoženja, je, da delaš samo to, s čim lahko dobro spiš, ne. In da tule je zelo fajn, da poslušaš samega sebe, ker nekdo je lahko pripravljen, ali pa ima toliko kapitala ali pa toliko premoženja, da bi si lahko privoščil marsikatero tveganje, ampak mu njegova percepcija ali pa občutki, ki se zgodijo, ko pride do nihaja, povzročijo toliko preglavic, da bi jaz rekel pač raje ne. Za vse tiste, ki pa so malo bolj pogumni in si lahko privoščijo in tudi so sposobni pretrpeti kakšno korekcijo, ja, imam pa na voljo zelo veliko enih inštrumentov. Od delnic, obveznic, nepremičninskih skladov, ki so na voljo, ki imajo track record, in imajo svoj prostor v vsakem portfelju. Tako da, ja, finančno se je treba izobraževati, treba je stremeti vedno pač izboljšanju sebe, kar pomeni, da tudi izboljšuješ svoj finančni portfelj in se ne osredotočaš samo na bančne depozite in pa pač na stanovanja. Sašo Smigič, najlepša hvala za vse te odgovore. Prav prijeten pogovor je bil. Hvala. Mi je malo žal, da nimam neke 2 milijona evrov, ki bi jih v tale nepremičninski sklad dal, ne. Lahko daš 50, ne, ker je najnižji znesek. A tam se začne? Tam se začne. Dobro, pošteno. Hvala lepa. Vam pa hvala lepa, ker ste bili z nami. Verjamem, da ste marsikaj izvedeli. Verjamem, da je bil Sašo dober gost in sogovornik. General Investments, družba, ki vam bo dala prave odgovore, in dober partner za takšne pogovore. Hvala, do naslednjič.